Zdaj zdaj minala. To dobro gleda, Minala sem ful modela. Kaj znak v starih znajnih? To je, da Snak je včasih brado nosil. Snak si začel briti brado leta 97, leta 2000 je začel ima jajca briti. Jajca? Povedal en model iz Gosupla, Sebastian. Kje se Sebastian? En model, pejaček. Tega. Profesionalno, zdaj čakaj, sam še govor moramo obvladati, veš, ta specifičen govor. Nisem jaz tako naumen, kot ljudje mislijo. Dobar dan. Sem dolgo Vestina Vesti, z vami sem Žigan Janič. Danes je prvi šolski dan, 1. september, in kot običajno je šolarje ob 10. priložnosti nagovoril tudi naš predsednik države. In čisto na koncu, dragi šolarji, naj vam povem, da je znanje, ki ga pridobivate na šoli, ful pomembno. Videli boste, da vam bo v življenju to znanje prišlo še zelo prav. Srečno v novem šolskem letu. Razvidim, kako je model takoj vzpostavil kontakt z mladino, z eno besedo. Šola je ful cool. Mulci so sam, ko je rekel, in zdaj ga poslušajo, zdaj ima. Imamo hudega predsednika, veš. V prvi obletnici afere Patria je v njej ponovno pregovoril poznanec SDS Zvonko Černač. Na tiskovni konferenci je bil tudi naš Nenis Sarkić, ki je imel na zalogi precej vprašanj. A mi lahko poveste, SDS zdaj ob letu Osorej letos, v eni prvi obletnici, še vedno verjame, da lahko posamezniki Slovenije vplivajo na vsebino in obtožbe v oddaji, ki so bile na koncu seveda izrečene kot črka J, da je to Janez Janša, da lahko vplivajo Slovenci na oddajo na finski televiziji? Jaz sem vam v začetku podrobno nanizal, kako je ta zgodba potekala. Povedal sem vam tudi, kar je nesporno, da je Maxa Berglunda po Sloveniji od sogovornika do sogovornika peljal Blaž Zgaga. Če sem vas prav razumel, v bistvu je vso zgodbo zakuhal Blaž Zgaga. Še kakšno drugo vprašanje? Tam sem vse povedal. Ok. Možno še komu drugemu, da se ne boste preveč utrudili. Se ne bom. Ampak kako potem takem, da se pa pri tem poslu Patria pojavi na primer slikar Jure Cekuta, da se pojavi Walter Wolf, da se pojavijo še nekateri drugi ljudje, ki naj bi imeli pri določenih poslih z orožjem že v preteklosti tudi malce masla na glavi? Tu morate vprašati policijo, če so se res pojavili v teh poslih. Oni mislim, da so jih zasliševali. Oni morajo kaj povedati o tem. V oddaji se je pojavilo marsikatero ime in marsikateri obraz. A je še kaj drugega vsebinskega? Eno mislim, da smo objavljali to napisali. Ful. Ma ne, ma ni on tak, da ne bi on nikoli kakšnim delom je. To on sam piše, se to vem, on to iz glave govori, znali, toliko. Halo. Ma ni on gudan. O Patriji danes razpravlja parlamentarni odbor za obrambo. O tem, koliko jih bomo kupili, smo vprašali ministrico za obrambo Ljubico Jelžič. 8-kolesniki so potrebni za Slovensko vojsko. Koliko jih bo, je odvisno od proračuna za leto 2010 in 2011. Kako bo s pogodbo, bomo morali uskladiti z pogodbenimi partnerji. Vsekakor pa bo prišlo do reprogramiranja in to kar do radikalnega. Slovenija naj bi torej kupila manj oklepnikov, bo pa prihranjeni denar v veliki meri porabila za nakup bojne ladje, ki jo je prav tako kot Patria naročil nekdanji obrambni minister Karel Erjavec. Znani je imel, koliko časa mu ne poslušal tem Erjavcev. A veš, kaj bi mogli kupiti? Ene 2 ducata Harlejev. Slovenska vojska mora imeti Harleje. Ampak opolovljene, šnekaš, na nekem sferi boja, levo, desno, lahko daš, glih toliko prostora, ko sem zmeril, lahko daš 3 na desno, zemlja z rangi strelke, ali pa zemlja. Jaz celo trdim in mislim, da tu ne grešim veliko, ko večino teh večjih obrambnih nakupov poimenujem kar politični nakupi. Zelo verjetno je, da se bomo morali soočiti tudi z resnico o ladji,
Jaz sem se že in to večkrat in ta resnica nas bo stala zelo veliko v prihodnosti, v celoti njenega življenjskega cikla ogromno. Prejšnji teden je finančni minister Granzi Grižanič razburil del javnosti z napovedjo, da bi proračunsko vrzel, ki znaša rekordnih 5% bruto domačega prihodka, zapolnil z uvedbo novega 4. dohodninskega razreda, ki bi bil obdavčen po 50% stopnji. 50 pizda, to ni nič, kurat. To ni nič za te, ki so polni pizda, veš, ko so polni pečka, no. To bi mogli 80, 85 pizda. Morali bi biti samo eni stari vodilni v svetu. No, vse smo podavki, vse smo. No. Sama veš, koliko časa še? Se vprašam. Vanj bi sodili tisti, ki zaslužijo več kot 37.000 evrov na leto. Predsednik vlade Borut Pahor je kasneje dejal, da minister bolje dela, kot govori. Kljub temu pa je včeraj njegovo idejo odmrl. O dohodninskih razredih smo govorili pred volitvami, ko smo usklajevali koalicijsko pogodbo in kasneje. Tam so bila različna mnenja, ne nazadnje je to sicer levo-sredinska vlada, socialdemokrati smo najmočnejši, ampak z nami so tudi liberalne stranke, ki imajo glede teh vprašanj, ali obdavčiti premožnejši razred bolj ali manj različnega mnenja od socialdemokratov. Od nasprotovanja Zares in LDS je torej odvisno, kakšen bo novi davčni sistem. Predsednik vlade je sicer prepričan, da Bajugova davčna reforma ni bila slaba. Vendar želi Grižaničev predlog ponovno omuditi. Večina pri socialnih demokratih meni, da bi bila ta hip zamisel, ki pa bi morala biti bolj potrpežljivo in bolj spretno komunicirana z koalicijskimi partnerji, ne nazadnje, nota bene, ta je tudi bila, da si morda v prihodnje zasluži premislek in nove argumente. Vprašanje razvoja Mure novi davčni sistem ne bo rešil, pa tudi z njegov podlesnik Murin prokurist. O tem, kaj se bo zgodilo, ne ve povedati prav veliko. Po sestanku z Zodom nam je zaupal predvsem neutrujen. Kaj so današnji rezultati tega sestanka? Ta odgovor boste dobili na sodu. Ampak vseeno vi, kako vi to vidite? Se stvari premikajo na bolje ali na slabše? To boste dobili odgovor na sodu. Zgleda, kot da niste ravno Malo sem navdušeni. že utrujen, 6 mesecev v Muri, ampak nobenih konkretnih izjav, seja še teče, mi smo samo pojasnjevali svoj del. Ne vem, če kdo lahko danes karkoli zagotavlja za prihodnost, kdorkoli za karkoli. Kdo bo krivec, da se ne bo zgodilo nič v nadaljnjem mesecu, naprimer? Ne vem. Je to vlada, Nisem so sodnik. to lastniki Mure, so lastniki Mure, je to tisti, ki se mogoče prikaže Nisem denarja? v vlogi, da bi iskal krivca. A da ste kakšno pozitivno misel vsaj danes? Je Mura na dobri poti, da obstane ali ne? Jaz sem še vedno optimist. No, to je pa v redu. Ob prvem šolskem dnevu, komentar dneva, Danko Kranjc. Prvi šolski dan, razlog za veselje ali pa tudi ne. Za marsikoga to ne bo, ker ni prostora v slovenskih vrtcih. Slovenski vrtci se spoprijemajo s krizo že nekaj časa. Ni investicij, ni prostorov. In človek dobi kar ošpice, ko posluša razne argumente, zakaj ni prostora v vrtcih. Zato, ker se je bojda dvignila rodnost. Zato, ker je nekaj več otrok, ki so dobili brezplačen vrtec in je sedaj velik vpis. Nebuloze. Potrebno je investirati. Zadnjih 20-30 let se ni veliko investiralo, zato ni prostora v vrtcih. Občinske zgradbe rastejo kot gove po dežju, tudi določene vladne in druge palače, državni zbor se obnavlja, le za vrtce se ne najde mest. Poleg tega gradimo stanovanjske gradnje brez spremljajoče infrastrukture. Vse to je tisto, kar vpliva na to, da vrtci nimajo dovolj prostorov. Pa vendar v Sloveniji so vrtci zelo dragi, predvsem za starše. Preko 200-300 evrov, ob povprečni plači pa si lahko mislimo. Poleg tega je potrebno vedeti, da je vpisani v vrtce zgolj 60% otrok, kaj pa ostalih 40%. Naj si iščejo varstvo na črnem trgu in plačajo 2 do 6 evrov za varuško. To je mačehovski odnos do otrok, do države, tudi do prihodnosti vseh državljanov. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Ljubljana je spet dobila Titovo cesto, ki je zaenkrat označena nekoliko nejasno. Mnenje o tem, kje pravzaprav poteka nova Titova in ali jo Ljubljana potrebuje, pa so še vedno deljena. Torej se strinjate s preimenovanjem ulice? V Titovo ja. Titovo ja. Groza.
Grozno? Grozno. Zakaj? Ja, veste, Hitler bi tudi zaslužil eno ulico, pa Stalin tudi. Ampak Tito je pa za raj bil Bog. Že vreme? Fanje, vam povem, 2-3 tedne že imamo za vozce, pa konc. Uživite. Iz Ljubljanskega studia do 36, to so bile Vestina, veste. Z vami sem bil Žiga, Lidačič. Z videnjem. Adijo. Se vidimo. Čau,